Lep pozdrav, dragi državljani in državljanke, zopet z vami Jure Gubanc, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo. Pa si poglejmo zopet, kako država s svojim poseganjem v našo in vašo svobodo onemogoča dobro delovanje trga, dobro delovanje podjetij, delavcev in pa s tem tudi jemlje iz vaših denarnic kot potrošniki. Ena od odmevnih novic pred kratkim je bila o, pozor, prenizkih cenah živil. Torej, naša vlada, ki ne zna dobro rešiti težav z varnostjo, tako pri Romih kot migrantih, dokazuje, da osnovnih potreb torej ne zna reševati, je pa zelo intenzivna pri reševanju in vmešavanju v odnose na trgu, tam, kjer želi delovati populistično, zato da ljudje imajo občutek, da pomaga vam. Pa poglejmo, če res pomaga nam oziroma vam, nam vsem davkoplačevalcem, s tem, ko prepoveduje prodaje pod nabavno ceno. Torej, članek, ki sem ga našel na spletu, govori o tem, kako državni zbor sedaj govori oziroma preučujejo možnost tega, da bi prepovedali prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov pod nabavno ceno. Kaj to pomeni za vas, za potrošnike? Kaj to pomeni za vse nas, ki smo potrošniki v tej državi? Ja, najprej moramo sploh pogledati, kako je večinoma do tega fenomena prišlo. To je prišlo spet zaradi enega drugega, spet vladnega državnega ukrepa. Torej, vidite, kako država z enim ukrepom ustvari problem in ga potem želi z nadaljnjimi ukrepi reševati. To je že velik alarm za nas. Namreč, do tega je prišlo s tem, ko je država uvedla popis košarice živil. Torej, kot da vi sami ne znate, ali pa mi ne znamo določiti, katera živila so za nas pomembna, se je vlada odločila, da bo delala popis cen živil, to je bilo v letih 2022-2023, in to je seveda dodatno motiviralo trgovce, da so probali takrat čim bolj umetno zniževati cene. Ampak, ali so za to krivi trgovci? Ne. In zdaj igranje mačke z mišjo poteka tako, da ustvariš najprej eno nadležno prepreko za podjetja, in ko se podjetja temu probajo prilagajati, misliš, da so kriva podjetja, in narediš še eno prepreko in skušaš za zakoni loviti podjetja. Zdaj, kaj to ustvari? Družbo zakonov, družbo prepovedi, družbo, ki je vedno bolj omejena. In kaj to pomeni za vas in za nas kot za potrošnike? S tem dobimo podjetja, oziroma v tem primeru trgovce, ki nimajo svobode, da sami tekmujejo med sabo, zato da bodo imeli čim nižje cene za nas, davkoplačevalce oziroma potrošnike. Pozor, tukaj gre zopet za neke dve sili, ki se probata uravnavati. Namreč kot potrošniki si želimo čim nižje cene živil in to, kot vidimo, moti vlado. Zakaj moti vlado? Zato, ker tudi dejansko je del prebivalstva tisti, ki ga to moti. To so dobavitelji, predvsem domači dobavitelji, ki morda tukaj ne bi mogli biti konkurenčni oziroma ne bi mogli več biti na naših policah, ker ne morejo konkurirati s ceno. Pa vendarle, a je tak ukrep, torej da prepoveš prodajo izdelkov tudi pod nabavno ceno, a je smiseln? Namreč trgovec določa oziroma prodaja pod nabavno ceno z razlogom. Torej, ali vas želi spraviti v njihovo trgovino, ali vas želi, da tam upravite večino nakupov. Karkoli je njegov razlog, ali pa kot je bilo leta 2022-2023, da želi vladi prikazati, da imajo najcenejšo košarico. Karkoli gre za ta razlog, za razlog ni kriv trgovec sam. Trgovec sam mora gledati, kako bo vam dal najcenejše živila in produkte na trgu. To je njegovo delo in to je čisto pravilno delujoč trg. Zdaj, če državo skrbi proizvodna veriga in pa potem posledično tudi preživetje slovenskega kmeta pa slovenskih dobaviteljev, potem se to ne dela na tak način, da kar vse splošno prepoveš prodajo pod nabavno ceno. Pač pa se to dela na način, da povečaš zopet ponudba, povpraševanje.
da povečaš proizvodnjo hrane doma. Zakaj pa je to potrebno? Tukaj pa potrebno potem tudi imeti več kmetov in več proizvodnih obratov, ki bodo proizvajali domačo hrano, da bo lahko le ta bolj konkurenčna. Po možnosti se tudi lahko naredi tako, da je domača hrana ali pa domači proizvajalci iz najbolj nujnih živil, da so subvencionirani do tiste mere, da lahko tekmujejo na domačem trgu. Namreč je res, da domače proizvajalce hrane potrebujemo nujno, zato ker v primeru, da svetovni trg ne deluje več oziroma ni možnosti zaradi vojne ali pa zaradi neke nesreče, da bi prišli do izdelkov na svetovnem trgu, v takem primeru se moramo zanesti na domačo proizvodnjo, ki je nujna za preživetje v težkih trenutkih. Če tudi ni najbolj konkurenčna in logično je, da ne moramo biti v vsem najbolj konkurenčni, ampak zato, da pa jo vseeno naredimo, da je bolj konkurenčna, pa moramo odpreti oziroma dovolj, da se odpira več proizvodnih obratov tudi v agrokulturi. Pa je vlada to omogočila. Dajmo si pogledati naslednji del članka, ki govori o tem, da seveda, da se take cene gredo na proizvajalce živilske industrije in kmeta, to pravijo predstavniki Zadružne zveze Slovenije. Ampak, kar je pa pomembno tudi vedeti, je pa to, da gre za tako zadevo zato, ker je sama cena po celi Evropi izdelkov osnovnih živil poskočila. Zakaj? Recimo, da imamo primer govedine. Povpraševanje po govedini je naraščalo, ampak sama proizvodnja govedine pa padala, predvsem zato, ker se je želelo omejevati proizvodnjo govedine. Zaradi raznih križarskih vojn proti mesu. Ampak kaj smo s tem dobili? Ja, dražje meso. Tako da, če želimo imeti dobre pogoje hkrati za nas in vas potrošnike, moramo omogočiti kot prvo večjo proizvodnjo najbolj nujnih živil, to je meso, žito, krompir, koruza, karkoli pač tisto, kar je najbolj nujno za Slovenijo, za slovenskega kupca, tisto, kar je najbolj kalorično, recimo temu tako, tisto so najbolj nujna živila. In ta živila se lahko poceni preprosto tako, da imamo več proizvodnih kapacitet svoje industrije, tukaj na domačih tleh. V nekem primeru je tudi smiselno subvencionirati tako zadevo, ker kot sem rekel, najbolj nujne stvari morajo biti subvencionirane do te mere, da preživijo na trgu, v primeru, da je država odvisna od teh nujnih proizvodnih obratov, ampak sicer pa bi morali pustiti, da trgovci sami določajo cene, zato ker je to za vas, nas kot potrošnike najbolj zdravo in najbolj smiselno. Tako da tukaj na vas apeliram, da si preberete ta članek in si res pogledajte, kako torej vlada v bistvu deluje, kako delujejo države danes, kako želijo mikromenedžirati družbo in gospodarstvo z vedno novimi ukrepi. Z vedno novimi ukrepi, ki bodo pa zopet prinesli nič drugega kot samo dodatne anomalije na trgu in dodatno škodo za kupce, za vas. Dostikrat je žal tukaj pri tem tako, da gre zelo hitro lahko za varovanje ali pa za ohranjanje nekih lobističnih neučinkovitosti in pa praks določenih delov v proizvodnji, ki se ne želijo prilagajati nižjim cenam na trgu. Glejte, kot sem rekel, če želimo, in je prav, da želimo, da ohranimo tudi slovensko proizvodnjo, potem se to ne dela tako, da se kar zniža ceno oziroma prepove, da trgovec sam določa, po kakšni ceni bo izdelke prodajal. Trgovec lahko izdelke proda za €0, če njemu tako paše. Če njemu tako paše, bi moralo to biti razen v res nekih ekstremnih primerih, ko gre morda zadaj za, milijardno podjetje, ki želi s tem izvajati dumping na dolgi rok, zato da uniči vsa podjetja v Sloveniji. Primer.
da bi se to ugotovilo. Ampak sicer pa je to njihova prodajna praksa, ki bi morala biti dovoljena. To se ne dela na tak način, da se to omeji ceno, dela se pa na tak način, ampak to je težji način, da se dovoli več kmetijske proizvodnje, preprosto doma, več kmetijske proizvodnje, in to bo omogočilo, da so naši proizvajalci tudi bolj konkurenčni, in če se želi, da tudi jih ohranimo, se tukaj lahko razmisle o nekih subvencijah, da bodo te proizvajalci bolj učinkoviti, oziroma ne bolj učinkoviti, ampak bolj na trgu bolj konkurenčni. Tako da to je način, v katerem je treba razmisliti, ne pa kar vse splošno prepovedati neko kakšno ceno in po kakšni prodaji morajo trgovci delovati. Tako da dajte zopet razmisliti o tem, kako države delujejo, to na splošno skoraj večina vlade tako delujejo, da želijo zaščititi državljane, v resnici pa so tukaj zadaj drugi interesi. Drugi interesi, ki so na koncu na škodo državljanov zelo pogosto.